Končno zapuščamo Kimo. Minili so šele 4 meseci. Sledimo skrivnosti, ki vzbuja zaskrbljenost v bahamskih vodah. Kaj se je zgodilo z Američanko, za katero njen mož pravi, da je padla v vodo? Zgodba, ki jo pripoveduje, daje vtis, da gre za tragično nesrečo. Toda zdaj hči te ženske javno razkriva resne obtožbe. Pravi, da jo skrbi, da je v tej zgodbi veliko več. Ukvarjamo se s primerom, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Hej prijatelji, samo na hitro. Veste, da spremljamo na stotine primerov na leto in vsak primer ima toliko dokazov, da smo dobili idejo. Želeli smo vam dati priložnost, da sami raziščete dokaze. Zato smo ustvarili Law and Crime Plus dosjeje primerov. To ni le povzetek sojenja. To je vse v enem došje primera z vsem. Od posnetkov s telesnih kamer in klicev na številko 911 do dokumentov in dokazov, ki jih nikoli niso predstavili na sodišču. In če imate dosje primera, ki ga želite raziskati, mi to sporočite v komentarjih spodaj in bomo to omogočili. Ves čas dodajamo nove dosjeje primerov za vas. Če želite danes odkleniti dosjeje primerov, kliknite povezavo v opisu ali pri petem komentarju, da se prijavite na Law and Crime Plus in začnete svojo brezplačno preizkusno obdobje. Lynette in Brian Hooker se zdita, da živita življenje, o katerem sanja toliko ljudi. Pustila sta naporno življenje za seboj in plula do nekaterih najbolj slikovitih krajev na svetu. Drugi dan prečkanja Mehiškega zaliva. Tukaj so Hookerjevi na svoji ladji, ki je primerno poimenovana Soulmate. Trenutno oblasti na Bahamih poskušajo najti Lynette Hooker, potem ko Brian trdi, da se je v soboto zvečer na vodi zgodila strašna nesreča. Brian je dal svojo prvo javno izjavo, odkar je ta zgodba postala nacionalna novica. In kmalu bom povedal, kaj zdaj govori. Ter zaskrbljujoče obtožbe, s katerimi zdaj Lynettina hči javno nastopa proti Brianu. In kaj naj bi povedal, ter kako je zvenel, pravi, ko sta na kratko govorila po telefonu. Torej, preden pridemo do vsega tega, želim povedati, kaj smo izvedeli o tem paru in kaj sta počela tik preden je Lynetta izginila. To je video, ki sta ga Hookerjeva objavila na svojem YouTube kanalu pred samo 4 tedni iz Bahamov. Vidite lahko, da veslata po vodni poti. Družbena omrežja tega para, zelo sta aktivna na družbenih omrežjih in ustvarjata vsebine, se imenujejo Sailing Hookers. In par bi objavljal video posnetke, kako obiskujeta čudovite kraje na Karibih. Na njihovem TikTok računu piše: odplula sva stran od neumnosti, poročen par, ki živi svoje najboljše življenje. In res se je zdelo, ko si gledal te video posnetke, da točno to tudi počneta. To je njihova zadnja objava na TikToku izpred 5 dni, kjer uživata na Bahamih. Po podatkih socialnih omrežij sta ta par pred 3 leti kupila čoln v Teksasu. Velika jadrnica, dovolj udobna kabina, kjer lahko prespiš in opravljaš dolga potovanja. In zdi se, da sta Hookerjeva izjemno izkušena na vodi. To je del videa, kjer sta napovedala, sta kupila ta čoln, pri čemer Brian pleza po jamboru s varnostnim pasom, Lynette pa ga opazuje. Če boš jadrali s takim čolnom in počeli to, kar sta počela onadva na dolgih plovbah in naj bi to počela 10 let, moraš biti res izkušen. Moraš biti ekipa in skrbeti drug za drugega. In zdi se, da sta bila to Hookerjeva. Zdaj, ko vemo, koliko jima je pomenila varnost, je nekoliko presenetljivo, kaj naj bi se zgodilo v soboto zvečer. To je slika, ki je bila del zadnjega TikTok videa, ki sta ga Hookerjeva objavila z Bahamov. Na njej sta oba, ki se peljeta na nečem, kar je videti kot čolnič, majhen čoln. Je napihljiv, ima trdo dno, motor zadaj in kot vidite, je res dovolj velik le za oba. Po navedbah policije sta bila v soboto zvečer na čolniču, dolgem 8 čevljev, ko je po besedah Briana Lynette padla v vodo in izginila. Torej je možno, da je to prav tisti čoln, na katerem sta bila. Policija pravi, da jim je Brian povedal, da sta se z Lynette s tem čolničem peljala iz Hopetowna na Bahamih do Elbow Keya. Krajevne oblasti so povedale, da sta se par odpravila ven okoli 19:30 zvečer. Bilo je temno in pogoji niso bili idealni. Sunki vetra so bili po poročanju med 18 in 22 vozli. In če se ne vozite s čolnom, govorimo o hitrosti med 20 in 25 miljami na uro. Zdaj Brian trdi, da je Lynette padla s čolna in da je imela ključe, ter da so ključi šli z njo. In ko pogledate to sliko čolna, lahko spet vidite, da na njem ni veliko prostora. In vidite lahko, da če bi bil močan sunek vetra, bi bilo vsekakor mogoče, da bi nekdo izgubil ravnotežje in padel z njega. In zdi se tudi, da je Lynette na tej sliki sedela na robu čolna.
Torej, ko slišite to zgodbo, si morda mislite, da to vsekakor ima smisel, da je mogoče, da se je to res zgodilo. To, da Linetina zdaj zavrača ta možni scenarij. In to počne zelo odločno, o katerem bomo govorili v trenutku. Lynette ni bila prijavljena kot pogrešana več ur, ker je Brian potreboval več ur, da je šele v nedeljo zjutraj prispel do te marine v Marsh Harborju na Bahamih. Zdaj ni povsem jasno, kje natančno Brian trdi, da je Lynette padla v vodo, vendar lahko na tem zemljevidu vidite, da je Marsh Harbor na drugi strani zaliva od tam, kamor sta rekla Hookerjeva, da gredo. Ko je prišel na kopno, so preiskovalci povedali, da je Brian nekomu povedal, kaj se je zgodilo, in ta oseba je poklicala oblasti. Iskanje Lynette od takrat poteka po zraku, morju in kopnem. Po njunih besedah sta ta par živela najboljše mogoče življenje. Juna ladja se imenuje Soulmate in že desetletje sta živela takšno življenje na morju. Zdi se, da je bilo vse popolno. Vem, da je to klišejsko reči v številnih resničnih kriminalnih zgodbah, vendar naj bi tukaj postalo nekoliko zaskrbljujoče, saj Lynettina hči javno izjavlja, da za ta par ni bilo vse popolno. Lynettina, ki se imenuje Carly Aylesford, živi v Michiganu. Brian je njen očem. Za NBC News je povedala, da je po njenem mnenju malo verjetno, da bi njena mama, ki je izkušena jadralka in v dobri formi, citiram, kar padla z ladje. Poleg tega je Aylesfordova v intervjuju za Fox News podala šokantno trditev, da sta imela Hookerjeva zgodovino družinskega nasilja. Nadalje je v intervjuju za Fox News povedala, da je Brian Hooker v preteklosti domnevno grozil, da bo Lynette zadavil in jo vrgel čez krov. Citiram: "Dejstvo, da se to dogaja, me prepričuje, da je v tej zgodbi še več," je povedala v tistem intervjuju. In s tem še ni končala. Trdi, da se je ta dogodek, kjer je Brian domnevno grozil Lynette, da jo bo zadavil in vrgel čez krov, zgodil pred 2 letoma. Povem vam lahko, da pri preverjanju preteklosti nisem našel nobenih aretacij ali obtožb v povezavi z Brianom in Lynette Hooker. In ponovno, to so le obtožbe, ki jih javno izreka Lynettina hči. Aylesford hči na to pravi, da jo je Brian poklical v nedeljo, potem ko je njena mama izginila, da bi ji sporočil to novico. In pravi, da je Brian zvenel monotono in sproščeno, ko jo je poklical. Zdaj, ko so jo vprašali, ali sumi, da je v tem primeru šlo za kaznivo dejanje, je Aylesford za Fox News povedala, citiram, trenutno malo. Aylesford pravi, da pozna Briana praktično celo svoje življenje, da se je poročil z njeno mamo, ko je bila stara približno 4 leta in citiram, zelo hitro zamenjal mojega očeta. Nato je v tem intervjuju za Fox News povedala, da je bil Brian vedno tisti, ki je postavljal pravila v hiši in ga opisala kot nekoga, ki ima nepredelano jezo. In prav tako ga je obtožila, da je v preteklosti davil eno od svojih hčera. Ponovno, to je obtožba, ki je policija ali preiskovalci še niso potrdili. Torej lahko vidite, glede na te obtožbe, da so bile uporabljene zelo močne besede in obtožujoče trditve o Brianu Hookerju, ki jih je podala njegova lastna pastorka. Aylesfordova zdaj zahteva popolno preiskavo glede tega, kaj se je zgodilo njeni mami, vendar Brian zdaj daje javno izjavo, o kateri bomo govorili v naslednjem trenutku. Pastorka tudi trdi, da jo je Brian poklical in ji povedal, da so oblasti našle rešilni pripomoček, za katerega trdi, da ga je vrgel njeni mami, potem ko je padla v vodo. Po poročanju NBC News, vodja lokalne gasilske in reševalne skupine, ki od sobotne noči išče Lynette, zdaj to situacijo označuje kot akcijo iskanja pogrešane. Ameriško zunanje ministrstvo je za NBC povedalo, da sodeluje z bahamskimi oblastmi pri nudenju pomoči v tem primeru. Prav tako je danes CBS News izsledil Briana Hookerja na Bahamih. Na spletu je bil objavljen video, ki prikazuje Briana, kako stoji na parkirišču. Povprašali so ga za njegovo plat zgodbe, vendar na njihova vprašanja ni odgovoril. Je pa na Facebooku objavil izjavo, v kateri je zapisal, citiram, "Strtega srca sem zaradi nedavne nesreče čolna v nepredvidljivem morju in močnem vetru, zaradi katere je moja ljubljena Lynette padla iz najinega majhnega čolna blizu Elbow Keya na Bahamih. Kljub obupanim poskusom, da bi jo dosegel, so naju veter in tokovi vedno bolj oddaljevali. Še naprej jo iščemo in to je moja edina prioriteta. Naša družina je globoko hvaležna prebivalcem Bahamov za njihovo pomoč, še posebej prostovoljnemu gasilskemu in reševalnemu društvu Hopetown, kraljevi policiji Bahamov, kraljevi obrambni sili Bahamov in ameriški obalni straži, ki so neutrudno delali v prizadevanjih, da bi Lynette vrnili k nam. Hvala vsem, ker imate Lynette v svojih mislih in za vašo podporo naši družini v tem težkem času.
Konec citata. Poslal sem sporočilo Brianu Hookerju, da bi videl, ali ima kakšen odziv na obtožbe, ki jih je njegova pastorka izrekla v teh nedavnih intervjujih. V stik smo stopili tudi s Carly Aylesworth, pastorko, in jo povabili, da pride in pove več o tem primeru. Povabilo še vedno velja. Zdaj se nam pridružuje, da bi govorili več o tem primeru. Michael Winkelman, pomorski odvetnik. Vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime, ko spremljamo nekatere od teh primerov s Karibov. Zgodba Briana Hookerja. So na tem čolnu in v manj kot idealnih razmerah. In pravi, da je Lynette padla v vodo, ključi so šli z njo, nato pa je moral veslati nazaj na obalo. Kako verjetno je to, glede na tvoje poznavanje vode in primerov, na katerih delaš? Mislim, kako verjetna se ti zdi ta zgodba, ki jo pripoveduje v tem trenutku? Ne prav zelo, rad bi mu dal dvom v korist, ker nočem obtoževati ljudi, preden ni bil izpeljan ustrezen pravni postopek. Ampak po mojem mnenju je v tej zgodbi zagotovo veliko lukenj. Resno, Kris, gre za eno izmed dveh stvari. Ali je to grozna nesreča ali pa grozen zločin. Torej ni tako, da bi bilo tam na milijone teorij, če odmislimo možnost, da je to zločin in je to zgolj nesreča. To so izkušeni mornarji. Zavedali bi se razmer na morju. Zakaj bi skočili na svoj čoln in se odpravili na vožnjo proti obali? Morda je bilo to zato, ker so bile razmere težke. Ampak če si res izkušen mornar, se ne boš spravil v tak položaj, razen če se je to zgodilo nenadoma, če je šlo za neznan nevihtni sistem. Ampak iz tega, kar sem videl z malo raziskovanja, je bilo znano, da prihaja hladna fronta, kar je pogosto pri hladnih frontah. Najprej pridejo močne nevihte, torej so tam zagotovo luknje, Krištof. Zaradi pogojev 18 do 20 vozlov vetra, kar za tiste, ki niso mornarji, pomeni sunke vetra od 20 do 25 milj na uro. Mislim, če pogledaš njihov YouTube, objavljajo veliko in vidiš, da vedo, kaj počnejo. Opravili so že resne poti. Kako presenetljivo je, da bi nekdo šel ven s čolnom v takšnih pogojih? Ja, točno tako, zelo presenetljivo, razen če so poskušali ubežati nevihti. To bi se mi zdelo verjetno, da so morda poskušali doseči kopno, zato so to poskušali narediti. Ampak če mi bilo to res, bi si mislil, da bi odšli veliko prej. Ja, in če greš ven ob 19:30 zvečer, je tema. Veš, ta del mi ni jasen. Ne zdi se mi, da bi ljudje, ki redno skrbijo za varnost, kot se zdi, da oni, naredili kaj takega. Hkrati pa, kakšne so možnosti, da bomo našli telo Lynette Hooker? Vem, da so lokalne oblasti povedale, da gre zdaj bolj za iskanje kot za reševanje. Minilo je že nekaj dni. Po Brianu je po noči padla z gumenjaka v vodo. Kaj se v tem delu preiskave običajno zgodi? Statistika kaže, da če te ne najdejo v prvih 24 urah, so tvoje možnosti za preživetje izjemno majhne. Tudi meni se zdi, da je v Brianovi zgodbi o tem, kako je padla v vodo in kako ni mogel priti do nje, veliko lukenj. Vem, da če bi bila moja žena v vodi, bi morale biti na plovilu rešilne jopiče. Naredil bi vse, kar bi lahko, verjetno bi skočil v vodo, da bi rešil svojo ženo. Zato se mi zdi, da je v zgodbi še več lukenj. Če si na tej točki bahamske oblasti in poskušaš ugotoviti, kaj se je zgodilo, nimaš trupla. Vse to se je zgodilo sredi noči. Nima ključev od plovila. Pravi, da je nazaj do obale veslal do Marsh Harborja. Kako sploh vodiš to preiskavo, da bi ugotovil, ali je njegova zgodba resnična? Ja, to je v bistvu osnove kriminalistične preiskave. Seveda sem jaz vedno na civilni strani, ko se ljudje poškodujejo, jih zastopam v civilnih zadevah. Ampak na koncu dneva preiskava ni tako zahtevna v tem, kar bi jaz naredil, v primerjavi s tem, kar bi naredili organi pregona. Ampak imel boš omejen nabor podatkov. Glavna stvar bo Brianova zgodba in ali ji verjamejo. Veš, če bi imeli priložnost preveriti njegovo raven alkohola v krvi, da bi videli, ali je bil pijan ali ne, ampak kakšen je bil razlog, da so šli tja? So šli tja, da bi se izognili slabemu vremenu, ali so šli tja v bar? Jaz sem domačin iz Miamija in sem preživel veliko časa na Bahamih v Karibih in tam je veliko zabavnih barov na kopnem, na Bahamih. Hčerke so komentirale, da so bili pivci in da je bilo v odnosu nekaj nestanovitnosti. Seveda bi želeli opraviti intervju tudi s hčerko. Vem, da je vpleten tudi FBI. Mislim, da bodo med kraljevimi bahamskimi oblastmi in FBI-jem imeli nekaj podatkov, ki jih bodo morali pregledati. In vprašanje je, ali bo to dovolj, da dejansko obtožijo Briana kaznivega dejanja,
ali pa bodo, ko bodo vsi podatki pregledani, ljudje ugotovili, da je šlo za nesrečo. In pastorka, mislim, da je v teh intervjujih šla povsem na nož glede obtožb, ki jih izreka. Mislim, da je zelo javno povedala in trdila, da naj bi bilo to razmerje daleč od popolnega, kot je izgledalo na družbenih omrežjih, ter da je bila po njenih besedah prisotna zgodovina nasilja v družini. Izrekla je obtožbe o njunem pitju alkohola in nestabilnosti v razmerju. Koliko to vpliva na situacijo? In če poznate bahamske oblasti, kako postopajo, ker je v intervjuju za Fox News povedala, da je klicala bahamske oblasti, a ni uspela priti do njih. Očitno ima tudi odvetnika. Koliko lahko to dejansko vpliva na ugotavljanje, kako je Lynette Hooker padla čez krov? Mislim, da ima to precejšno težo. Mislim, da je bilo ime Carly. In Carly jasno izpostavlja zelo močno zgodbo o zelo burnem razmerju, o ljudeh, ki so veliko pili, da sta imela nestabilno razmerje. In to so zagotovo dejavniki, ki bi jih vsaka preiskovalna oblast upoštevala in jim dala veliko težo, da bi res sestavili koščke sestavljanke. In zdi se, veš, drugi del tega je tudi, da je rekla, da je Brian zvenel monotono in mirno, ko jo je poklical z novico. In po eni strani ne vem, kako bi jaz reagiral, veš, če bi moral jaz opraviti takšen telefonski klic. Hkrati pa je to nekdo, ki je očitno veslal zelo dolgo pot nazaj do obale, ker ni imel ključev za motor, potem ko je ona padla čez krov. In on objavi to izjavo na Facebooku. In Facebook je res sproščen način za objavo izjave, v primerjavi s tem, da bi izjavo objavil prek odvetniške pisarne. Ampak meni se je zdelo, kot da je to napisal odvetnik. Ne vem, kakšno je njegovo ozadje, ampak se je zahvalil vsakemu posameznemu oddelku, ki je bil del tega, in rekel, da je njegova družina hvaležna za to. Meni se je zdelo, da je bilo napisano profesionalno. Ne pravim, da je to slabo, ampak kaj je tebi najbolj izstopalo v izjavi, ki jo je dal? Popolnoma se strinjam, Kris, ko sem prebral izjavo, je bila zelo kratka, bila je zelo jedrnata, ni bilo čutiti veliko čustev. Če bi mu želel dati dvom v korist, je v šoku in morda je nekdo napisal izjavo v njegovem imenu. Ampak res se je zdelo zelo splošno, nekako tako, kot bi ti povedal ChatGPT, v takšni situaciji. In dejstvo, da je bil hladen in monoton, ko je pripovedoval zgodbo, spet, če mu damo dvom v korist, pomeni, da je v šoku. Ampak po mojih izkušnjah in ves čas imamo opravka z žalujočimi družinami, z ljudmi, ki so doživeli grozne travme, to ni odziv, ki ga običajno vidim. Odziv, ki ga običajno vidim, je izjemna žalost, izjemna preobremenjenost, izjemna otožnost, izjemno veliko solz. In če tega ni, ali to zbuja rdeče zastavice? Seveda, ampak da bo jasno, mislim, da bi moral biti Brian upravičen do poštenega postopka. Mislim, da bi morali priti do dna zadevi. Seveda, ti in jaz samo izražava svoje mnenje. Ampak ja, mislim, da je tukaj veliko rdečih zastavic, ki kažejo na nekaj problematičnega. Samo pomislim, kako je moralo biti, če je njegova zgodba resnična. Pomisliš na to žensko, ki jo imenuješ ljubezen svojega življenja, kako pade čez krov in ti poskušaš priti do nje, pa ne moreš, ker te tok odnaša stran, potem pa moraš odveslati do obale. To se sliši se grozljivo in neverjetno žalostno, če se je to res zgodilo. Vsekakor je žalostno v vsakem primeru. Če bi bil ti njegov odvetnik, kakšen nasvet mu odvetnik da v tem trenutku? Je v tuji državi. To ni več samo primer, kjer je tvoja žena padla čez krov, ker imaš pastorko, ki daje zelo resne obtožbe, zaradi katerih je pritisk nate še večji, medtem ko preiskava še poteka. Kakšen nasvet bi običajno dal nekomu v njegovi situaciji? No, to je zame zapleteno vprašanje, Kris, ker sem na civilni strani, običajno jaz vodim primer, ga peljem naprej. Tako da je pri odvetnikih za kazensko obrambo njihova analiza zelo drugačna. Oni nočejo, da bi bili njihovi klienti obtoženi. Brian mu je morda priznal, da je to storil, vendar tega ne sme nujno razkriti. Če pa predpostavimo, da je šlo res za nesrečo in da bi bil on moj klient, želel bi ga spraviti na televizijo, da pove zgodbo o tem, kaj se je zgodilo. Ker se v današnjem svetu, veste, pripoved zelo hitro spreminja. Če torej ne poskušate nujno nadzorovati pripovedi, ampak želite razkriti resnico, potem jo razkrite. Usedite se s Krisom, pogovorite se s Krisom in recite, to se je zgodilo, to je razlog, zakaj se je zgodilo. Ja, sprva sem bil v šoku in to je ljubezen mojega življenja. Želim si, da bi šel za njo, ampak naj bo to znano. Torej zame, ko to narediš, namesto da daješ ven hladne in nekako ostre izjave, je to spet več rdečih zastavic. Vsekakor je in stopili smo v stik z njim. Predvideval sem, da ste.
Vabljen je, da pride, veste, in z veseljem bi slišali njegovo plat zgodbe, čeprav vemo, da je to izjemno težek čas, glede na to, kar trdi, da se je zgodilo. Ali je v tem trenutku verjetno, glede na to, kako bahamske oblasti ravnajo v nekaterih teh primerih, in vem, da ste vi na civilni strani, ali je prost, da gre? Mislim, da ni bil obtožen, ampak glede na bahamske oblasti, ker iskanje še poteka, če bi želel oditi nazaj v Združene države, ali bi bil prost, da to stori. Torej, kar sem videl v realnem času, je, da ni bilo vloženih nobenih obtožb. Vem, da bahamske oblasti pogosto rečejo nekaj takega kot: glejte, nočemo, da zapustite otok. Praktično gledano, pravno gledano, ali bi lahko zapustil otok? Da. Če bi želeli, bi mu lahko preprečili, da bi se vkrcal na letalo ali čoln. Seveda. Ampak glede na dejstvo, da ni bil obtožen, mislim, da lahko zapusti državo. In sprašuješ se, mislim, če ima odvetnika, nekoga, ki mu svetuje, kot naprimer, če bi zdaj odšel, kakšno sporočilo bi to poslalo, tudi če je popolnoma nedolžen in je bila to grozna, grozna nesreča. Kako so Bahamci, ko gre za takšne vrste iskanj in nekatere od teh primerov, ki se odvijajo? To je očitno velika turistična destinacija. Veliko čolnarjev, veš, ne samo ljudi, kot so ribiči, ampak jaz sem živel v Južni Floridi. Veš, zelo enostavno je bilo samo zapeljati čoln čez, recimo na zahodni konec Bahamov. Kako so Bahamči, ko gre za primere, kot je ta? Mislim, da so odlični. Mislim, po mojih izkušnjah, in imel sem opravka z njimi več desetkrat, so zelo strastni ljudje. Želijo stvarem priti do dna. Pogosto sodelujejo z FBI-jem. Zelo so dobri pri svojem delu, še posebej Kraljeva Bahamska pomorska agencija. Mislim, res so odlični pri preiskovanju nesreč. Včasih ljudje mislijo, da so morda v navezi s križarskimi družbami. Seveda to ni primer križarke, ampak ker industrija križarjenj vlaga toliko časa, truda in denarja v regijo, ampak ne morem reči, da je to resnica. Po mojem mnenju so odlični, mislim, da bojo prišli do dna zadevi. Na voljo imajo omejen nabor podatkov, ampak poglejmo, do česa bodo prišli. In ko gre za ameriško zunanje ministrstvo, FBI, vem, da so izdali, veste, zunanje ministrstvo je izdalo izjavo, da sodelujejo z oblastmi. Jasno je, da gre za primer na Bahamih. In kot ste omenili, so v tem res dobri in imajo veliko izkušenj s takšnimi primeri. Ampak kako pravzaprav ta pomoč izgleda, ko zunanje ministrstvo ali FBI reče, da pomagajo? No, mislim, ja, zgodilo se je na Bahamih, torej je to primer na Bahamih, ampak zgodilo se je ameriškemu državljanu. Zato ima FBI pristojnost in se lahko vključi toliko ali tako malo, kolikor želi. Očitno ima FBI ogromno dela, tako da izginotje Lynette ni nujno njihova glavna prioriteta. Tako da mislim, da po mnenju FBI, če so zagotovljeni ustrezni viri, se bodo resnično zanašali na to. Pogosto se v primerih pogrešanih oseb takoj vključi obalna straža. Postavijo iskalno mrežo, izvedejo celotno iskanje in preiskavo, oziroma kot tukaj pravijo, akcijo iskanja in izvleka. Ne poznam obsega prizadevanj obalne straže, vendar so neverjetno dobri pri iskanju trupel. Zato upam, da so bili do določene mere vključeni v reševalne operacije. Ja, in tudi ti v tem trenutku razmišljaš o tem. Veš, v veliko teh primerih trupel preprosto ne najdejo. Veš, pred kratkim smo imeli tisti primer iz Barcelone z ameriškim študentom, ki je na koncu umrl. Njegovo telo pa so našli na obali. Spomnim se Sudiše Konanki, ki je bila ameriška študentka v Dominikanski republiki in njenega telesa niso našli na obali po nečem, kar se je zgodilo med spomladanskimi počitnicami. V teh primerih, kaj je tisto, kar otežuje iskanje, ko pogledate na vodno pot in območje okoli kraja, kjer Brian trdi, da se je vse to zgodilo? Zakaj je pravzaprav tako zahtevno, da do najdbe sploh pride? No, to je kot iskanje igle v senu. Mislim, imate veter, imate oceanske tokove, vprašanje je tudi, ali je telo takoj potonilo, ker je zajelo vodo. Torej imate milijon spremenljivk, a največji problem je, da gre za ogromno geografsko območje, ki se z vsako minuto še povečuje. Tako da čeprav je obalna straža odlična, se spopadajo z neverjetno težko nalogo, ko poskušajo najti to iglo v senu. To bi vas morda tudi spravilo v zadrego, ampak glede Carly, pastorke, vem, da je v intervjuju za Fox News povedala, da ima odvetnika. Kakšno vlogo bi imel odvetnik zanjo v tem trenutku? Jasno je, da gre za njeno biološko mamo, pa tudi za očima, ki je že dolgo v njenem življenju. In vem, da se zdi, kot da nimata najboljšega odnosa. Ampak kakšna je vloga odvetnika za nekoga, kot je ona, v takšni situaciji, medtem ko poteka iskanje? Mislim, da če bi najela odvetnika, bi ta lahko poskušal biti čim bolj vključen v preiskavo. V resnici ne bi naredil veliko več, kot lahko naredi Carly, ampak bi dvignil telefon in poklical oblasti.
Teoretično, če bi želela vložiti tožbo, civilno tožbo, bi lahko imela pooblastilo za sodne pozive, da bi pridobila več informacij. Lahko bi ga zaslišala, da bi poskušala dobiti več odgovorov. Torej, odvetnik bi lahko naredil veliko, verjetno je zato še nekoliko prezgodaj. Ampak ja, civilni odvetnik bi lahko naredil veliko za pospešitev preiskave. Ne nujno kratkoročno, ampak bolj na daljši rok. Naprimer, če bo čez 6 mesecev še vedno več vprašanj kot odgovorov, bi zagotovo lahko vložila tožbo. Zagotovo bi lahko imela odvetnika, ki bi opravil njegovo zaslišanje pod prisego, kar je v bistvu seja vprašanj in odgovorov, da bi poskušali dobiti več informacij. Prav tako pa bi lahko pridobili kakršnekoli zapise, preverili, ali je imel kakšno življenjsko zavarovanje, ki ga je sklenil za ženo. Ali je bilo izplačano kakšno življenjsko zavarovanje? Torej bi civilni odvetnik zagotovo lahko nekoliko bolj poglobil preiskavo. Ja, in to je dobra pripomba glede financ. Pravzaprav ne vemo. Mislim, da sta zdaj že upokojena, veliko potujeta in imata to jadrnico. Kako dolgo običajno traja takšno iskanje? Vem, da smo zdaj v fazi iskanja ostankov. Domnevno naj bi se to zgodilo v soboto zvečer, zdaj pa se pogovarjamo v sredo. Bil bi presenečen, če bi še vedno potekalo. Po mojih izkušnjah imaš dobro 24 do 48 urno okno. Vsekakor sem že videl, da je trajalo tudi do 72 ur. Ampak zdaj, ko je minilo že toliko časa, sem prepričan, da se zadeva zaključuje. Ja, še vedno je veliko vprašanj v tem trenutku. Michael Winkelman, pomorski odvetnik. Vedno je odlično imeti vaše strokovno znanje tukaj na Law & Crime. Hvala, da ste bili z nami. Hvala, Chris, lepo te videti. To bo vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.